Lepo pozdravljeni. Ljubljanska cesta v Novem mestu je prometno izredno obremenjena. Od ponedeljka pa je še popolna zapora 300-metrskega odseka od priključka v ulico v Brezov Log do krožišča v Bučni vasi. Sočasno z gradnjo novega trgovskega središča bodo namreč uredili priključek na Ljubljansko cesto in križišče ter obnovili komunalno infrastrukturo. Zapora ceste, ki naj bi trajala do začetka novembra, razburja tako tamkajšnje krajane kot voznike. V naselju v Brezov Log in na cesti Brigad je bilo včeraj zjutraj, pa tudi še danes, kaotično stanje. Avtomobili, tovornjaki, avtobusi, rešilni avto celo je šel tam mimo, ker ni bilo dobro poznačeno. Pristojni organi, policija, občinske službe in inšpekcija so se sicer hitro odzvali. Zaprli so vhod v cesto v Brezov Log. S tem so onemogočili zavijanje vsem velikim avtobusom, tovornjakom celo, ki so zalezli v ulico, avtodomom, da se niso več zapeljali v ulico. S tem pa težav v prometu ni konec. Čudi me to, da je skozi tako naselje speljan obvoz, kjer vidite ni pločnika, ni niti prostora. Tukaj smo na najširšem delu v naselju. Ni niti prostora, da bi se dva normalna avta srečala. Cesta Brigad je v večini dovolj široka za srečevanje dveh vozil, ima pa seveda ozko grlo pri priključevanju na Andrijaničevo cesto. Svet krajevne skupnosti je na sinočnji seji sprejel sklepe z več zahtevami. In zahtevamo, da se Ljubljanska cesta polovično odpre, da se priključek iz ceste Brigad na Andrijaničevo cesto toliko sanira in popravi, da je možno se srečati dva avtomobila. Absolutno pa vidimo hudo težavo 1. septembra, ko se bo začela šola. Na občini odgovarjajo, da je popolna zapora nujna ter da je obvoz, ki pa ni predviden prek ceste Brigad, ustrezno označen. In sicer iz krožišča Bučna vas proti tako imenovanemu krožišču Tabletka, naprej proti križišču z Zajdlovo cesto, odkoder se lahko osebni promet že vključuje na Zajdlovo cesto in nadaljuje pot proti centru in naprej na Ljubljansko. Krajani še pričakujejo, da bodo policisti redno nadzirali hitrost in dostop za stanovalce, predvsem v začetku šolskega leta. Ravno zato smo izvedli tudi še nekatere dodatne ukrepe na cesti Brigad, dodatne grbine za umirjanje prometa v bližini prehoda za pešce. Duh še poziva voznike, naj ceste Brigad ne uporabljajo kot obvozno cesto, saj temu ni namenjena. Tako kot marsikje po državi tudi v Beli krajini v letošnjem letu zelo pogrešajo padavine. Suša je že pustila veliko posledic v tamkajšnjem kmetijstvu, še posebej na travnikih, pa tudi na poljih, vrtovih in v nekaterih vinogradih. Spomladanska suša se je odrazila pri prvi košnji in tudi pri vzniku koruze. Pozneje je sicer bilo nekaj dežja, a v poletnem času veliko premalo. Slučajno nas je spasil en majhen dež, da nam je koruza, da bo ratala. To bo sigurno ratalo, ne? Ampak pri krmi bomo pa prikrajšali fest. Mislim, če ne bo jesenskega odkosa, bomo najbrž prikrajšali fest. Mislim, bomo manj pridelali, tako da ne vem, kako bomo prišli čez. Še veliko slabša kot na Krasinsko-Gribelskem polju pa je na drugih koncih Bele krajine. Tudi na koruzi, na kakih plitvih tleh, pa tudi na kakih bolj ilovnatih, težkih tleh se zelo pozna tudi na koruzi. Če bo pa zdaj se še nadaljevalo to suho vreme, bo pa prav gotovo tudi koruze, pridelka koruze manj. Posledice suše pa se že krepko odražajo na travnikih in pašnikih v večjem delu Bele krajine. Drugega odkosa praktično ni, pa tudi druge paše, tako da te kmetije bo imele kar problem z krmo letošnjo. Morali jo bodo dokupiti ali pa zmanjšati število govedi oziroma ovac, pravi Bahorjeva. Draga tuškem koncu tudi, ker je tam so te melioracije, hidromelioracije, tista tla se tudi zelo hitro izsušijo. Drugače pa Semič, tam okolice Semiča, vidimo, da so pašniki bili prav rjavi. Po zadnjem dežju so sicer malo ozeleneli, a nov vročinski val brez dežja znova pušča posledice, tudi pri poljščinah. Krompir je že dozorel, čebula gnije. Smo rekli včasih, da je, kada mokro leto, da bolj gnije, ne? Zdaj pa leto se pa glih obratno. Kmetje nemočno poslušajo vremensko napoved in se sprašujejo, kako se prilagoditi vedno višjim temperaturam in vedno daljšim sušnim obdobjem.
Občina Krško že 7 let vodi postopek umeščanja nove knjižnice v starem mestnem jedru. Več kot 90% gradbenega zemljišča je v občinski lasti, a gradbenega dovoljenja še ni pridobila. Razlog je v zasebnem zemljišču, potrebnem za zaokroženost gradbene parcele, ki je naprodaj le pod določenim pogojem. Gre za Komočarjevo parcelo, pogajanja za odkup pa potekajo leto in pol. Lastnica bi občini sicer prodala potrebnih nekaj 100 kvadratnih metrov zemlje, če bi ji dovolili narediti prizidek, da bi še naprej opravljala gospodarsko dejavnost. Enako željo imata še 2 soseda. Občina nima zadržkov, a dejansko o tem odloča Zavod za varstvo kulturne dediščine. Žal strani zavoda prvotni odzivi niso bili najboljši glede teh prizidkov, ki jih lastniki želijo, vendar smo potem mislim, da 14 dni nazaj pridobili mnenje strani ministrstva, da je pač knjižnica pomemben objekt v tem prostoru in so dejansko načelno odobrili spremembo OPPN-ja. Zdaj je poteza na lastnikih, ki morajo občini predložiti projektne rešitve za prizidke, da se bo lahko začel postopek spremembe podrobnega prostorskega načrta. Dogovoriti se moramo, kdo bo to spremembo financiral in v kakšnem delu. Istočasno pa s tem dogovorom odpadajo v bistvu vse ovire za pridobitev zemljišča v lasti gospe Komočarjeve, tako da nas potem čaka občinski svet in pa odločitev o nakupu te nepremičnine. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, a do začetka gradnje je še daleč. V trenutnem razvojnem načrtu je sicer predvideno leto 2015, vendar je v občini še veliko drugih potreb iz sektorja družbenih dejavnosti, pravi vodja oddelka Andrej Sluga. Gre za obnovo šol in vrtcev ter gradnjo bazena. Če damo vse te številke potrebne nakup, je to čez 30 milijonov evrov in dejansko bo občinski svet pri pripravi proračunov za naslednja leta določil prioriteto, tako da je v tem trenutku zelo težko govoriti o dejanskem začetku gradnje. V osrednji Valvazorjevi knjižnici so nad odgovorom razočarani, saj prostorska stiska po besedah direktorice Urške Pavnović duši knjižnično dejavnost. Vendar ni vse v prostorih, na bralne navade vplivajo tudi počitnice, priznava direktorica. Knjižnica ima 8000 članov. Od tega je 5000 redno aktivnih članov in zdaj v poletnih mesecih še toliko bolj. Sem se malo preigrala številkami in sem videla, da je zdaj julija bila skoraj za 20% višja izposoja gradiva kot recimo junija. Po prvotnem načrtu razvojnih programov bi morala biti nova knjižnica zgrajena v letu 2013. V Višnji Gori pa si tamkajšnji prebivalci želijo oživitve mestnega jedra. Ker gre za kulturno-zgodovinsko pomemben del občine Ivančna Gorica, imajo na občini kar nekaj načrtov povezanih s tem mestnim središčem. V ospredju je obnova stare šole, ki zdaj propada in kraju ni v ponos. Občino je namerava preurediti v medgeneracijsko središče. Zgradili bomo noter neki medgeneracijski center, se pravi za starejše občane, za dnevno varstvo starejših občanov in tako naprej. Obnovo stare šole, ki je stara preko 100 let, bomo začeli še v tem mandatu, računam, da še letos. Zdaj pridobivamo končno dokumentacijo. Usoda posegov pa je odvisna od pridobitve kulturno-varstvenih soglasij, dodaja. Ker je to, kot smo rekli, staro zgodovinsko pomembno mesto, imajo tudi kulturno-varstveniki kar precej besede in kakor bomo pač z njimi prišli skupaj in tudi seveda, kakor bomo uspeli zagotoviti financiranje, bo odvisna dinamika prenove. Sicer pa v kraju načrtujejo še. Bomo pa skušali vsaj deloma zaščititi tudi razvaline starega gradu tukaj nad Višnjo Goro in še nekatere zgodovinske znamenitosti, ki nažalost trenutno propadajo in so nujno potrebne obnove. Težji zalogaj bo z vsebinami oživiti mestno jedro, meni predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti. Trenutno, glede na to našo krizo, je težko oživeti zadevo. Zakaj? Nihče si ne upa. Vsak si zamisli nekaj drugega, nekaj hitro rastočega, nekaj hitro pridobitnega in tako naprej. Veste, v takem mestnem jedru pa to ne gre. A počasi bo mestno jedro oživelo, je prepričan. Obdobje zmanjševanja brezposelnosti se je julija prekinilo, saj
se je v tem mesecu na zavodih za zaposlovanje vnovič prijavilo večje število brezposelnih, tako zaradi stečajev podjetij kot iztekov zaposlitev za določen čas. Slabo statistiko beleži tudi novomeška območna služba zavoda. Maja je namreč stopnja brezposelnosti po postopnem zviševanju od januarja naprej presegla državno in je ta čas 11,8%. Veliko je bilo odpuščanj, predvsem v podjetju Sekop, Revoz, posledično Revozu so tudi odpuščali v zaposlitvenih agencijah. Potem je zaposlitvena agencija Kariera, ki je zaposlovala delavce v Novoles Plusu. Tu so glavni razlogi za povečanje brezposelnosti. Med registriranimi na zavodu prevladujejo dolgotrajno brezposelne osebe, starejši od 50 let in tisti brez izobrazbe. 16% pa je iskalcev prve zaposlitve. Mi smo pač regija, ki smo pred časom imeli najnižjo stopnjo brezposelnosti. To se je pa spremenilo z povečanjem brezposelnosti v Beli krajini. Na uradu za delo Črnomelj imamo trenutno brezposelnih 17,2%, v Metliki 15,2%, v Trebnjem 9,2% in v Novem mestu 10,8%. Poleti so na zavodu vnovič začeli izvajati programe aktivne politike zaposlovanja. Tako so za brezposelne na voljo subvencije v višini 4500 evrov za samozaposlitev, kar nekaj programov pa je namenjenih tudi delodajalcem. To so programi Zaposli me, Prvi izziv, Priložnost zame in spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči. Vsi ti 4 programi so v obliki subvencij in so namenjeni delodajalcem, ki seveda izpolnjujejo razpisne pogoje. Te pa morajo izpolnjevati tudi brezposelni, ki se vključujejo v naštete programe. Nekaj upanja za zaposlitev pa je v Črnomlju. Ivanška družba Akrapovič, v kateri proizvajajo visokokakovostne izpušne sisteme ter proizvode iz titana in karbonskih kompozitov, je tam prevzela proizvodni objekt. V družbi bi radi širili proizvodnjo, prostor zato pa so našli na lokaciji v Črnomlju, na kateri sta že prisotni družbi Polikom in Sekop. S povečanjem proizvodnih zmogljivosti in z ohranitvijo sedanje lokacije v Ivančni Gorici nameravajo v Akrapoviču zagotavljati dobavo svojih izdelkov na dinamično razvijajoče se svetovne trge, sporočajo iz družbe. Poletje je ponavadi čas za različne obnove. Tako so se zanje odločili tudi v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine, kjer od julija posodabljajo sanitarije, na vrsto pa naj bi prišla tudi dotrajana in potratna kotlovnica. Celoten sanitarni sistem je bil popolnoma dotrajan, pravi direktorica kulturnega hrama Vesna Dular. Zato je bila obnova, ki naj bi jo končali v prihodnjih dneh, nujna. Večino stroškov bo pokrila mestna občina Novo mesto, ki je tudi rezervirala sredstva v občinskem proračunu, vendar kot kaže, teh 26 000 bo malce premalo, tudi zaradi tega, ker smo morali narediti čisto, bom rekla, drugače smo morali locirati sanitarije za invalide, kot so bile doslej, zato da lahko zadostimo vsem pogojem, ki jih invalidi potrebujejo za dostop. To bo podražilo naložbo za približno 15%, dodaja Dularjeva. Že 10 let pa si prizadevajo za novo kotlovnico, ki je še iz obdobja doma JLA in lahko vsak čas odpove. Tako da smo nekako v letošnjem letu pa le z dogovori z mestno občino prišli do ideje, da bi morda uresničili varianto javno-zasebno partnerstvo. O tem bo potem odločal občinski svet, saj zaenkrat še pripravljajo dokumentacijo za projekt. Pričakujemo, da bo potem v jeseni javni razpis in z njim potem izbira najboljšega ponudnika. In čeprav smo pričakovali, da se bomo že greli pod novimi pogoji, pričakujemo, da vendarle pa do pomladi pa bo tudi ta investicija realizirana. Dela bodo stala približno 100 000 evrov, še dodaja Dularjeva. Novice bomo nadaljevali v Bresteniti. Točneje na gradu Reichenburg, kjer zdaj po temeljiti obnovi iščejo gostinca, ki bo zaokrožil ponudbo na gradu. Bili smo tudi med upokojenci na njihovem srečanju v Dolenjskih Toplicah, ki niso imeli nič kaj spodbudne misli o trenutni vladi. Ostanite z nami. Grad Reichenburg je po gradbeni obnovi pridobil več prireditvenih prostorov. Med njimi je gostinski del in občina Krško zanj išče še najemnika.
Prvi razpis ni bil uspešen, zato je v pripravi nov. Brez načrta o pestri, storitveni in prireditveni dejavnosti občina za obnovo gradu ne bi pridobila evropskih sredstev. Sama se gotovo ne bi lotila na 5 milijonov evrov ocenjene sanacije. Od tega je delež sofinanciranja strani regionalnega razvojnega sklada 3 milijone evrov. Za ta denar v bistvu je pa stekla celotna gradbena obnova in pa za približno 550 tisoč evrov je bilo nabavljeno opreme. V celoti opremljena gostinska kuhinja, jedilnica in kavarna čaka na novega graščaka, ki bi želel soustvarjati novo zgodovino na najstarejšem slovenskem gradu. Zaživela naj bi tudi čokoladnica, po kateri je grad nekoč slovel. Idej o bodočih vsebinah ne manjka, pravi Alenka Černelič-Krošelj. Hkrati pa smo mi se tudi trudili in prijavljali na razpise, različne evropske razpise, kjer je možno pridobiti denar tudi za vsebine, tako da to nekako pričakujemo kratke rezultate in potem bomo lahko vedeli, kako moramo kakšne stvari pripraviti. Pred obnovo je bila na gradu stalna razstava o izgnancih. Zbirka bo ponovno postavljena, zagotavlja Černelič-Krošljeva. In bomo namenili dejansko en celoten del prvega nadstropja, reprezentančne prostore, kjer bodo lahko te zgodbe na novo, sodobno in ustrezno predstavljene. Grad, kjer se bo možno tudi poročiti, ima celo dvigalo. Za javnost ga bodo odprli, ko bo prišel gostinec, je še povedala Černelič-Krošljeva. V 20 letih smo izgubili vso začetno osnovo, s katero smo krenili v demokracijo. Danes se demokracija spreminja v kleptokracijo, se pravi v oblast tistih, ki samo jemljajo, ne pa tudi prispevajo. Je bil na srečanju dolenjskih in belokranjskih upokojencev v Dolenjskih Toplicah kritičen do zdajšnjega stanja starejših v Sloveniji Marjan Sedmak, predsednik Evropskega združenja starejših Age. Družbeno bogastvo in bremena je treba enakomerno porazdeliti, je prepričan. Ne more biti samo bodisi mlada generacija, bodisi stara generacija, tista, ki plačuje račune za zavoženo gospodarsko politiko. Upokojenci so sicer nezadovoljni s trenutno situacijo, predvsem zaradi zmanjšanja pokojnin. Mi bomo izkoristili vse pravne poti, da postavimo stvari na svoje mesto. Tej vladi pa bomo poskušali dopovedati, da se tako ne ravna. Drugega neko, sam to si želim, da bi to ostalo, kar imamo, da bi to dobivali. Ja, da ne bi še ob to nas spravili. Pokrajinska zveza združuje 16 000 članov v 34 društvih, ki so dejavna na športnem, kulturnem pa tudi socialnem področju. Sociala ima zadnje čase vedno več dela, kajti tudi naši upokojenci prihajajo v obdobje, ko so na pragu revščine in zato naša socialna služba se trudi, recimo, da vsem tem, da noben ne bi ostal sam. Srečanja v Dolenjskih Toplicah se je sicer udeležilo okrog 1500 upokojencev. Imamo športno društvo, pikado, balinanje, potem imamo tudi pohode mesečne, tako da se srečujemo, malo nekoliko pomenimo med sabo, si krajšamo čas. Ker se res beremo cela Dolenjska in celo okolišče in vidiš svoje prijatelje, ki jih ne vidiš celo leto ali pa še več, in ne bi tukaj in tu meni zelo všeč. Ob tej priložnosti so podelili tudi pokale športnih iger. V Sloveniji smo v letošnjih prvih 5 mesecih zabeležili za 5% več prihodov turistov in 4% več nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani. V mestni občini Novo mesto je slika drugačna. Medtem, ko se je v minulih letih v turistični obisk vseskozi povečeval, je bil v prvem polletju 2012 za 21% manj nočitev. Turistično-informacijski center na Glavnem trgu je obiskalo 18% manj turistov kot v lanskem polletju. Vseeno pa se je prodaja spominkov povečala za 25%. Lani so sicer v prvih 6 mesecih zabeležili dobrih 36 tisoč nočitev, letos v enakem obdobju 28 tisoč. V mestni občini Novo mesto predstavljajo Krkine destinacije, se pravi Šport hotel, Grad Otočec in Krka hotel v Novem mestu na Novem trgu več kot polovico nastanitvenih zmogljivosti in zabeleženih nočitev. In v letošnjih prvih 6 mesecih je v Krkinih destinacijah padel obisk za 6100 nočitev.
Zato so v skupni številki za občino zabeležili padec nočitev za petino, dodaja Kuljaj. V Termah Krka pa pojasnjujejo, da so številke o zasedenosti v prvih 6 mesecih primerljive z lanskimi. Junija, na primer, sta enoti hoteli Otočec in Talaso Strunjan poslovali zelo dobro, nad pričakovanji pa tudi hotel Krka, je povedala Vesna Janković. Slabši sta enoti Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice, tako da je nivo nočitev tukaj malo manjši kot lani, ampak v povprečju na nivoju družbe smo pa recimo na lanskih rezultatih, ne? Največji upad je sicer pri italijanskih in domačih gostih. Se pa Termam obetajo precej bolj zasedeni poletni meseci, saj imajo v nekaterih enotah zaprte rezervacije že za september. Rodovitno kmetijsko območje Gribelj v Beli krajini je bilo nekdaj znano po pridelavi čebule. Ta je bila njihov glavni vir prihodka. Prodajali so jo onstran Gorjancev, pa tudi na Hrvaškem. Ker pa v teh krajih čebuli rečejo žbulj, se je prebivalcev prijelo ime žbulari. Tako jih Belokranjci imenujejo še danes. Vendar le še nekaj starejših prebivalcev Gribeljsko-Krasinskega polja ohranja spomine na žbularijo in le še nekaj kmetic goji tradicionalno seme gribeljskega žbula, katerega posebnost je. Posebnost je, da je podolgovate oblike, manj je pekoč, tudi uspeva dobro, je pridelek je velik. Avtohtona gribeljska čebula, uradno imenovana belokranjka, je tudi dokaj odporna proti boleznim in škodljivcem. Tudi čebulna muha jo napade redkeje kot ostale sorte. Da pa to kakovostno seme in tradicija pridelave ne bi odšla v pozabo, so vse v gribeljskem žbulu zapisali v knjižici, ki so jo izdali pred kratkim. Knjižica je nastala v okviru študijskega krožka Gribeljski žbul. Vsebina knjižice pa sestavljena tako, da smo zbrali pričevanja najstarejših Gribeljčanov o žbulariji, potem je del strokovni, ki govori o tem, zakaj je čebula belokranjka posebna. V njej so tudi domači kuharski recepti povezani s čebulo, ki ima, dokazano, veliko zdravilnih lastnosti. V Gribeljskem društvu kmečkih žena pa si želijo, da ta knjižica ne bi bila le poklon njihovemu žbulu, marveč bi spodbudila kmete k pridelavi, ljudi pa k uporabi avtohtone čebule belokranjka. Lansko leto je nas pomlad je bolj veliko povpraševanje po tej žbul podrobnemu, ne, V zadnjem obdobju pa je tudi vedno večje povpraševanje po njihovem žbulu, pravi Totrova. In morda bodo kmalu pri več hišah v Gribljah spet pletli vence iz čebule in jih prodajali na tržnicah. Vinica je bila v minulih dneh živahna kot že dolgo ne. Schengenfest 2012, največji v svoji dosedanji zgodovini, je v 3 dneh v Belo krajino privabil veliko število ljudi in nekatera največja domača in tuja glasbena imena. Po ocenah prirediteljev naj bi se na najbolj seksi festivalu v Sloveniji letos mudilo okoli 20.000 obiskovalcev. Super je, res. En boljših dohodkov zdaj v mojem življenju. No. Zakon je, to je enkrat na leto, moraš uživati vse. Glede na to, kak line-up je letos, nimaš drugega, kot da uživaš in se prepustiš glasbi. Ne? Mi smo se res letos potrudili, delali na temu, sestavljali, izlagali in res nam je uspelo sestaviti en super program. Finančno zelo težaven, ampak mislim, da bomo uspeli nekako prebroditi tudi to čez in iti naprej. Ja, letos bomo tako rekli, vedno večji, vedno bolj seksi. Glede na česa pa so si bili enotni tudi glasbeniki na odru. Dejstva, da v Sloveniji še ni bilo festivala, ki bi imel na odru toliko dobrih in zvenečih imen. Mislim, jaz podpiram vse te stvari. Kakšen line-up imajo oni, kakšni bendi so prišli, res se splača prijeti in je res, ne vem, tazga festivala po mojem Sloveniji še ni bilo. S takimi bendi, govorim in slovenskimi in tujimi. Super je, to je čudovit kraj, ljudje so res super prijazni do nas, zelo nam je všeč in res se veselim nastopa. Jaz mislim, da smo videli, da je telih koliko 10.000 ljudi, koliko je dal res tisti odziv, koliko je treba in mislim, fantastično, tako da takih festivalov bi mogli biti več v Sloveniji. Tudi če si utrujen in ne moreš več dalje, se zavedaš, da se festival zaključuje in da je to tvoja zadnja možnost, da se ti res zmeša. Srebrni olimpijec Brežičan Primož Kozmus se je vrnil v Slovenijo. Na letališču Jožeta Pučnika so ga spet pričakali bučni navijači, vrhunec slavja pa so mu pripravili v središču Brežic. Zidujo pri Sloveniji, vse kakor
Avtobus najzvestejših navijačev se je iz Brežic podal že ob 10. dopoldne. Mi smo verjeli v uspeh že od začetka. Že preden je šel na olimpijske, mi smo upali na uspeh in smo navijali za to. Jaz sem bila prepričana in hvala Bogu je dal tudi tistim, ki so dvomili v njega, je dokazal, da je boš beseda. On je trmast, on je vztrajen, je deloven in hvala Bogu se mu je splačalo. Ja, že od samega začetka smo vedeli, da bo uspeh tukaj. Tako kot vsak let, tudi letos. Tako da mi verjamemo in evo ga, smo dosegli svoje in tudi Primož je pokazal, da on to zmore. Ja, to so vse bolj sproščeni trenutki, bolj je bilo napeto do nedelje, oziroma do petka. Današnji večer popoldne bomo skupaj preživeli ob kosilu, družinsko, zvečer se bo pa spet drugim posvetil, tako da bo zvečer pa itak žurka v Brežicah. Ja, mi bomo veseli, da pride domov, potem pa pač prireditev v centru Brežic. Našega olimpijskega junaka je pričakalo tudi izjemno veliko predstavnikov 7. sile. Zaupal pa nam je, kako je sam doživel finalni nastop. Ja, tudi prvi met je bil zelo dober. Nisem šel na polno, je bil korektno, tehnično dobro izveden. Potem so se pa začele malo tehnične težave, ampak sem vedel, da sem pa konkurenčen. Šele ko smo prišli nazaj iz Češke, je bilo še vse tako, malo ni bilo še čist zihar ali bolj ne bo, ampak potem se je začela forma kar strmo zdigovati. Ko smo bila pa enkrat v Londonu, pa tisti treningi smo jih upravila, so bili pa tudi njegovi občutki pravi, tudi na metališču je že izgledal dober, tako da smo vedeli, da je pripravljen za dobre mete. Kozmus je bil v finalu videti izjemno osredotočen na zastavljeni cilj. Samo zdaj sem bil pač v svojem fokusu, to, kar zna delati zelo dobro in to je to. Zdaj pa trikratnega slovenskega športnika leta čakajo prijetnejše obveznosti. Sprejem v domačih Brežicah in čas za družino. Ja, tega se nikdar ne naveličaš, tako da se veselim tega sprejema. In končno, da tudi se z domačimi poveselim. Ja, seveda, je bilo kar eno obdobje zelo dolgo priprav in zdaj še tekma, ko smo se bolj malo videvali, tako da je zdaj zelo pa čas za to. Čisto za konec današnjega srečanja pa bomo vnesli še nekaj dobre volje. Minuli konec tedna se je kopalcem, ki so iskali osvežitev na Kolpi, pridružila tudi pisana druščina mask. Člani kulturno-umetniškega društva Kučar iz Podzemlja so namreč pripravili 4. poletni karneval na vodi. Prvi in edini tovrstni v Sloveniji in verjetno še kje. Pod jezom na Krasincu so se zbirale čebele, gejše, pirati, ameriški vojaki in številne druge razposajene maske. Ne le iz Bele krajine, prišli so z vseh koncev Slovenije. Z nami so seveda iz Šenčurja, iz Male vasi, pri Ptuju, iz Ormoža, iz Lest, iz Vira pri Domžalah, iz Tolmina. Tako da je zelo množično tudi se širi okrog. Slovenija so zelo veseli, da pridejo sem. Nekateri so prišli prvič na karneval na Kolpo, drugi se vračajo vsako leto, tako kot cigani iz okolice Ptuja. Bog daj, dobri ljudje, mi smo prišli iz Štajerskega, cigoni smo z Male vasi, pa smo prišli malo fehtati vaše kraje, ki pri nas več ni še na nič več ne do. Kako uspešni so bili, nam ni uspelo izvedeti, zagotovo pa so se odlično zabavali, tako kot gejše iz Vira pri Domžalah, ki so uživale na Kolpi. Razumete? Ja, iz Vira. Ja. Ičo, hvala Ičo. Razumete? Ja, in Ičo, kako vam je všeč v Beli krajini? Dobro. Vsaka od 13 skupinskih mask je imela svojo zgodbo, postavljeno na različna posebej izdelana plovila, vendar jim je letos kar nekaj težav povzročal zelo nizek vodostaj Kolpe. Ja, to pa imamo res problem, ker Kolpa je letos kot potoček. In smo že našo 20-metrsko ladjo morali parkirati malo nižje dol, ker tu se sploh ne da, same skale smo že nasedli, tako da smo zelo razočarani zaradi vodostaja. A tudi skale jih niso zaustavile in vsa plovila z maskami vred so krenile na plovbo do Podzemlja, kjer jih je čakala zelo velika množica gledalcev. Navdušeno so pozdravili vse, ki so v počasni plovbi srečno prispeli na cilj. Skoki v toplo Kolpo in streli kolpskih piratov so sklenili ta edinstveni karneval na vodi, zabava pa se je preselila na kopno.
Karneval na Kolpi je dokaz, da smo Slovenci kleno ljudstvo in nas še take grožnje ne spravijo v slabo voljo. Zato ni čudno, da je vlada v najbolj kritičnih časih na dopustu. Naši televiziji si tega ne moremo privoščiti, zato bodo novice tedna z vami tudi natanko čez teden dni.